Projekt Common Maribor smo letos začeli z delavnicami, ki smo jih izvajali na različnih lokacijah na območju Mestne občine Maribor. Ideja je padla ob gledanju televizije že nekaj let nazaj in potem sem videl oglas na Facebooku za Common Maribor, pa sem videl, da bi ta bubble nogomet lahko bila zanimiva atrakcija, ki bi spodbudila mlade k športu. Mladi so skupaj z facilitatorji prišli do idej, projektov, s katerimi so reševali probleme, ki so jih sami zaznali, da se nahajajo v Mestni občini Maribor. Projekt Ljubezen in spolnost je eden izmed mnogih projektov Medicinske fakultete v Mariboru, ki ga vodimo študentje medicine. Trenutno predavamo na 25 osnovnih šolah po Sloveniji, kjer izobražujemo mlade o spolnih praksah, o varni spolnosti in v bistvu kako življenje ni isto kot na primer v pornofilmih, tako rečeno. Je v bistvu nekako začela rojevati ideja, da bi lahko postavili eno klopco in potem smo nadgradili idejo, da bi v bistvu bilo pametno tudi mogoče kakšen fotookvir dati zraven, da bi prišli mogoče tudi turisti na to panoramsko točko ali pa preprosto ljudje narediti kakšen selfie. Z mladimi smo s pomočjo kreativnih metod oblikovali strukturo projekta, ki so ga nato sami prijavili na platformo projekta Common Maribor. Impur dance, torej teden aktivnih delavnic, od DJ-janja, plesa, sitotiska in fotografije. Prijavila sem ga na projekt Common Maribor na MPC-ju, zato ker sem nekako videla neko potrebo potem, da v Mariboru rabimo malo pripeljati neke nove stvari, nove plese. Na koncu smo izbrali 5 projektov, ki so se tudi v letošnjem letu izvedli in so bili financirani s strani Mladinskega kulturnega centra Maribor. V bistvu ideja same klopce je izvirala iz sprehoda. Tam smo opazili, da ni na poti bilo niti ene klopce, se nismo mogla nikamor cest in smo nekako začela ta projekt Popravimo Maribor. Potem pa je iz te manjše ideje izvirala tudi ta večja e-klopca, ki smo malo tudi uredila, nekaj hotela elektroniko dodati in tudi nekako unikatno narediti. Mislim, da je namen vsega tega, da pustimo svet malo lepši kot takšen, kot smo vstopili v njega in mislim, da bi se dalo s tem ogromno doprinesti, če bi Maribor bil pripravljen to sprejeti oziroma nas poslušati, kaj imamo za povedati, ker mislim, da imamo za povedati kar ogromno.